Pozdravljeni! Minula dogajanja v občini Ormož so potekala v znamenju 7. občinskega praznika. Višek dogajanj predstavlja osrednja proslava, še pred njo pa svečana seja, kjer razglasijo prejemnike najvišjih priznanj, ki jih občina podeljuje zaslužnim posameznikom, društvom ali organizacijam. Zbrane v Beli dvorani grajske pristave, kjer je svečana seja potekala, je najprej pozdravil župan, ki zadovoljstvom ugotavlja, da je občina Ormož vse uspešnejša zaradi marljive občinske uprave, a tudi zaradi posameznikov, ki se trudijo vsak na svojem področju delati najboljše. Med drugim je povedal: Skupaj nam je uspelo v lanskem letu, če še seštevamo letošnjo leto, uresničiti oziroma realizirati za približno 20 milijonov evrov investicij. In to je tisto, kar daje naši občini poseben zagon, posebno stanje, posebne temelje, na katerih seveda temeljimo našo prihodnost, se ozremo na našo sedanjost in z velikimi pričakovanji gledamo na vse obete, ki se pri nas dogajajo. Investicije, ki so se pojavile tudi tržne, poleg vseh teh investicij, v katere vlagajo investitorji, ki smo jih pripeljali v našo občino, pa naj si bo to podjetje Palfinger, Kartago in še bi jih lahko naštevali, bi lahko ocenili vložek več kot 100 milijonov evrov. To samo potrjuje, da smo na pravi poti, da skupaj ustvarjamo odlične pogoje in pa odlično lokalno skupnost, v kateri se da uspeti. Posebna pozornost na slavnostni seji je letos bila namenjena 6 prejemnikom občinskih priznanj, ki so s svojim delom, predanostjo in dosežki pomembno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu občine Ormož. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in odlikovanja občine Ormož je po skrbnem pregledu prejetih predlogov sprejela odločitev, da letos podelijo 1 srebrno in 3 zlate plakete ter 2 najvišji priznanji, ki jih podeljuje občina, naziv častni občan občine Ormož. Srebrno plaketo občine Ormož je prejela Matejka Kovačič za vsestransko delovanje na področjih vzgoje, kulture, športa in družbenega življenja v občini ter za odlično odigrano glavno vlogo v zgodovinskem filmu Doroteja. Zlato plaketo je prejela Marija Glavinič za izjemen prispevek k razvoju lokalnega okolja, podporo društvom in lokalni skupnosti ter aktivno delo pri razvoju turizma, vinogradništva in povezovanju lokalnih ponudnikov v destinaciji Jeruzalem, Slovenija. Zlato plaketo občine Ormož je prejelo še prostovoljno gasilsko društvo Hrdek ob 130-letnici požrtvovalnega delovanja, poguma in neomajne predanosti skupnosti. Plaketo je v imenu društva prevzela predsednica Marta Žnidarič. Zlato plaketo občine Ormož je prejelo tudi prostovoljno gasilsko društvo Ormož ob 140-letnici delovanja in za izjemen prispevek na področju zaščite, reševanja in varnosti občanov. Plaketo je v imenu društva prevzel predsednik Leon Antolič. Naziv
Častni občan je občina Ormož letos podelila Mirku Novaku za dolgoletno vsestransko aktivno delo v lokalni skupnosti, za izjemen prispevek k razvoju občine, dolgoletno uspešno delovanje na področju vzgoje in izobraževanja, za delo v lokalni samoupravi in teritorialni obrambi Slovenije ter za aktivno udejstvovanje v številnih družbenih in veteranskih organizacijah. Naziv častni občan pa je letos prejel tudi v mislih za vedno Ormožan, njegova ekscelenca magister Franc Mikša, za izjemen prispevek k ohranjanju, raziskovanju in promociji kulturne dediščine Ormoža, bogatenju muzejske zbirke z dragocenimi donacijami ter krepitvi prepoznavnosti kraja doma in v mednarodnem prostoru. V okviru 7. občinskega praznika je bil tudi dan gospodarstva. Vse od 9. do 15. ure so v Tehnološkem parku imeli dan odprtih vrat. Popoldan so na posebni slovesnosti razglasili 3 najpodjetniške ideje osnovno- in srednješolcev, vrhunec dneva pa sta bili razglasitvi najmladega podjetja in najpodjetja v občini. Glede na razvojne cilje občine in glede na dosežke ter smelo vizije vodstva občine Ormož je dan gospodarstva pomemben dan, sploh pa, ker vanj vključujemo mlade, na način, kot so si to zamislili v razvojno-raziskovalnem centru Ormož. Tudi letos so razpisali natečaj z naslovom Ideja v akciji, ustvari svoj produkt, ki je namenjen osnovnošolcem od 5. razreda naprej in srednješolcem. Natečaj ima natančen namen spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi. 3-člansko komisijo, ki je bila sestavljena iz podjetnika, predstavnika občine in predstavnika razvojno-raziskovalnega centra Ormož, so med prispelimi podjetniškimi idejami prepričale 3. Tretje mesto, Scan Puzzle Print. Bravo, Scan Puzzle Print, torej tretje mesto. V ekipi osnovne šole Ormož, ki je zasnovala Scan Puzzle Print, mobilna 3D skenerska tehnologija, so sodelovali Nika Vaupotič, Jakob Kukovec in Samo Vtičar. Ekipa mladih podjetnikov deluje pod mentorstvom Nejca Podplatnika in Darka Špacapana. EasyShop. Bravo za EasyShop. Drugo mesto je razglasil podjetnik David Novak. V ekipi osnovne šole Ormož, ki je zasnovala EasyShop, pametna pot do hitrejšega nakupa, so sodelovali Meta Bezjak, Ema Puklavec in Rene Plohl. Ekipa mladih podjetnikov deluje pod mentorstvom Maje Korban Črnjavič in Mirjane Špacapan. In še prvo mesto, zmagovalec. Skillings. Bravo za Skillings. V ekipi gimnazije Ormož so sodelovali Tim Šoštarič, Jaka Vaupotič in Anej Žalar. Ekipa deluje pod mentorstvom Lenke Keček Vaupotič. Zmagovalna ekipa se je na dan podelitve nahajala v New Yorku na mednarodnem tekmovanju oziroma na olimpijadi genijev, kjer so v kategoriji podjetništva prav tako predstavili to isto podjetniško idejo Skillings. Tako sta priznanje v Ormožu prevzela sošolec Filip Kirič, ki je bil del iste podjetniške ekipe v prvem letniku. Njemu pa se je pridružila tudi razredničarka Karmen Plavec. Sledila je podelitev priznanj oziroma razglasitev najmladega podjetnika in najpodjetnika za leto 2025 v občini Ormož. Sam da
crne oči, sam da su mi crne oči, sam da su mi crne oči, crne oči i obrvi. Daj mi, brate, konja svojga, daj mi, brate, konja svojga, daj mi, brate, konja svojga, daj mi, brate, konja svojga. 3 bi grada preskočila, 3 bi grada preskočila, 3 bi grada. Za popestritev slovesnosti so zapele članice vokalne skupine Jua, zbrane pa je uvodoma pozdravil župan, ki je med drugim predstavil uspehe in načrte za razvoj gospodarstva ter zaključil. Zdaj kot lokalna skupnost lahko absolutno damo obljubo in pa zavezo, da se bomo naprej na področju gospodarstva trudili. Seveda tudi ne samo v povezavi, bi rekel, z podjetništvom, obrtnimi conami, tudi z različnimi spodbudami, na katere ne smemo pozabiti. Kar nekaj spodbud občina Ormož namenja podjetništvu, bomo spodbude namenjali tudi ostalim panogam, tako da se od turizma, kmetijstva in pa vseh ostalih panog razvije čim bolj na našem delu, prelepem delu Slovenije in da vsakdo, ki tukaj živi, lahko začuti, da se tudi na področju podjetništva lahko v naši občini da uspeti. Seveda danes posebne čestitke vsem tistim, ki boste danes pozvali, bi rekel, na vse te in sedli na te rdeče stole, tudi konec koncev povedali kaj več o vaši uspešni poslovni poti. V žepu pa imam 2 kuverti, ki pa sta naznanili najpodjetnika, se pravi lanskega leta, in pa najmladega podjetnika. Tako da še iskrena hvala enkrat vsem, hvala tudi za današnjo udeležbo, čestitke za vso vašo delo, podjetnica in podjetnikom želim polno uspeha na poslovni poti, če pa je kakršnakoli povezava, možnost in pa želja po razvoju, pa še smo vedno na Ptujski cesti 6, kjer vam bomo z veseljem prisluhnili in poskušali maksimalno čim bolj, se pravi, čim več stvarmi tudi pomagati. Iskrena hvala, iskrene čestitke in lep, bi rekel, podjetniški dan naprej. Najprej so bili predstavljeni nominiranci za naziv Najmladi podjetnik 2025. Gre za podjetja mlajša od 5 let. Izbor je temeljil na inovativnosti, kakovosti izdelkov oziroma storitev, razvojnem potencialu in prispevku k prepoznavnosti občine Ormož. Upoštevani so bili tudi glasovi javnosti preko spletnega glasovanja. Med nominiranci so bili Medical Team d.o.o., Senik dr. Nataša Majcen SP, Inti dr. Doroteja Vnučec-Pavšner SP. Najmladega podjetnika sta razglasila župan Danijel Vrbnjak in direktor Razvojno-raziskovalnega centra Ormož Matej Rogač. Pa da vidimo, kaj se skriva v kuverti. Kuverta je takšna, da se nič skozi ne vidi. Zalepljena je bila takoj, kot je komisija odločila, tako da verjetno samo komisija ve, pa noben druge. Pa da vidimo, kaj se skriva v te naše kuverte. In najpodjetnik je Senik Nataša Majcen SP. Podjetji Medical Team in Inti dr. Doroteje Vnučec-Pavšner sta kot uspešni mladi podjetji prejeli posebno občinsko priznanje. Sledila je razglasitev najpodjetnika za leto 2025. Za prestižen naziv so bila nominirana 3 podjetja. RV Mont d.o.o., Amalija d.o.o. in Sadjarstvo Ormož d.o.o. Med glavnimi kriteriji za nominacijo so bonitetna ocena, ki odraža finančno zdravje in kreditno sposobnost podjetja, skupni prihodki, ki pričajo o tržni poziciji in obsegu poslovanja, ter dobiček kot merilo finančne uspešnosti, ter število zaposlenih. Najpodjetje v letu 2025 sta razglasila župan Danijel Vrbnjak in podžupan Zlatan Fapolič. Evo še enkrat, sedaj seveda nas še čaka pomembna razglasitev najpodjetnika. Prej kot odparjamo kuverto, tudi še enkrat
Zahvala vsem za odlično predstavitev, za vso vašo vztrajnost, za vso vašo delo, za vse vaše delovna mesta, ki jih ustvarjate, za vse spodbude in pa dobra dela, ki jih nudite tudi lokalne skupnosti. Verjamem, da bomo tudi naprej dobro sodelovali in da se bo podjetništvo kot tudi na vaši podjetniški poti tudi razvoj dogajal, nagradil in upam, da bo občina Ormož čim več delala, tako da bo posla doma čim več. Tako da iskrene čestitke že naprej vsem, iskrena hvala vsem, tudi vsem vašim zaposlenim, vsem vašim družinskim članom, ki se trudite, da tako uspešne zgodbe tudi premagujete oziroma nekako ustvarjate in pa uresničujete. Sedaj pa še odpiramo kuverto, na kateri piše najpodjetnik za leto 2025. Od vseh nominirancev pa je Sadjarstvo Ormož d.o.o. Čestitke torej predstavniku podjetja, direktorju podjetja Sadjarstvo Ormož d.o.o. za naziv Najpodjetnik 2025. Podelili pa bomo še priznanja. Danijel Vrdnjak, župan in podžupan Zlatan Fafolič bosta podelila še tudi priznanji za uspešnega podjetnika 2025. Tako Amalija d.o.o., gospod Janko, torej ustanovitelj podjetja, bo prejel in čestitke. Priznanje prejme tudi Vlado Rajh, direktor podjetja RV Mond d.o.o. Tudi dan turizma občine Ormož je bil pestra celodnevna prireditev, ki je prinesla izbor najlepšega starodobnega avtomobila, odprtje letnega kopališča, festival vina, posvet na temo trajnostnega turizma in na koncu dneva slavnostno podelitev licenc za grajske vodnike ter razglasitev najturističnega podjetja v občini. Popoldanski del dneva turizma so organizatorji povezali s festivalom vina. V okviru uradnega dela pa kar 26 grajskim vodnikom podelili licence. V letošnjem letu je namreč Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož izvedel prvo usposabljanje za grajske vodnike, z namenom obiskovalcem ponuditi čim kvalitetnejše vodenje po gradu. Višek slovesnosti pa je predstavljala razglasitev najturističnega podjetja v občini. Pomembno titulo Najturistično podjetje občine Ormož 2025 je prejel vinski raj Glavinič. Naziv Najturistično podjetje občine Ormož predstavlja priznanje za odličnost, razvoj, trajnostno naravnanost ter pomemben prispevek k prepoznavnosti naše destinacije. Priznanje je iz rok župana občine Ormož Danijela Vrdnjaka, podžupana Zlatana Fafoliča in vršilke dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož Valerije Kolenko prevzela podjetnica Marija Glavinič. Vinski raj Glavinič obiskovalcem ponuja vrhunsko kulinariko, wellness doživetja, biobazen, apartma ter 5 turističnih hišk. V nastavitvah Hiša Marija in Ekovinski raj je gostom na voljo skupno 52 ležišč, kjer lahko doživijo pristno gostoljubnost in mir Jeruzalemskih goric.
Prejemnica naziva najturistično podjetje je v imenu svoje družine, ki je v celoti vpeta v podjetništvo, bila posebej vesela. Ja, mislim, da je to neko priznanje za upravljeno delo, ki smo ga praktično upravljali zdaj že 5. leto. Hiške smo odprli julija 2022, hišo Marija smo odprli restauracijo decembra 2024, nastanitve v hiši Marija pa maja 2025. To je veliko upravljenega dela, moram reči, ampak moram reči, da se to delo naprej nadaljuje, kajti gosti so vedno bolj zahtevni, mi skrbimo, da se maksimalno potrudimo za njih in rezultat je tu, naši gosti se vračajo. Že v prvem letu delovanja so ustvarili kar 3885 prenočitev, s čimer pomembno prispevajo k razvoju turizma in prepoznavnosti občine Ormož. Za uspešno zgodbo vinskega raja Glavinič stojijo družina Glavinič in predana ekipa 6 sodelavcev, ki vsak dan skrbijo za kakovostno ponudbo, pristno gostoljubnost in nepozabna doživetja obiskovalcev. Med športnimi dogodki v okviru občinskega praznika je bila tudi športna olimpijada občine Ormož. Gre za množični dogodek, kjer se ekipe vseh 6 krajevnih skupnosti pomerijo v različnih športnih panogah. Najboljša pa osvoji prehodni pokal občine Ormož. Letos je to bila že 3. občinska športna olimpijada, na katerih se za prehodni pokal potegujejo krajevne skupnosti Ormož, Kok, Miklavž pri Ormožu, Ivajnkovci, Podgorci in Velika Nedelja. In na koncu na čelu s predsednikom krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, Boštjanom Kosajčem, ekipa Miklavž pri Ormožu. Po uvodni paradi je zbrane športnike pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Najboljši zmaga, seveda pomembno pa je sodelovanje, kar pa nam danes ob tako lepem vremenu seveda ne bo zmanjkalo. Jaz vam želim lepo športno dogajanje, upam, da še se nam pridružijo kakšni navijači iz posameznih krajevnih skupnosti, tako da bo vzdušje še bolj pestro, drugače pa vsem ekipam polno uspeha.
organizatorjem, ki nam pomagajo, hvala lepa. Tako da se vidimo na podelitvi, se vidimo skozi odlične igre. Želim vam korektno in pa dobro, kvalitetno, bi rekel, druženje in pa vse dobro ob naši tretji športni olimpijadi občine Ormož. Lansko leto na drugi občinski športni olimpijadi je prehodni pokal občine Ormož osvojila krajevna skupnost Podgorci, ki pa so ga še pred letošnjimi športnimi igrami tudi vrnili. Od pokala se je predsednica krajevne skupnosti Podgorci poslovila z naslednjimi besedami. Ne smo žalostni, ker je tule v Ormožu olimpijada na naši občini in smo veseli naj pokal potivle iz ene krajevne skupnosti v drugo krajevno skupnost. Seveda zmaga pa najboljši. Občinsko športno olimpijado razen občine Ormož organizirajo Športna zveza Ormož, krajevne skupnosti, društva, zavodi in klubi. Predsednik Športne zveze je pojasnil. Imamo 8 panog, ki bodo štele za prehodni pokal občine Ormož. Jaz mislim, da nekih pravil novi ne bomo izmišljali, pravila so znana. Bom pa še enkrat poudaril eno, ne tekmujemo za to samo, da zmagamo, tekmujemo za to, da uživamo. In dajte v tej svoji prizadevnosti najprej prednost užitkom, pol pa vsemu ostalemu, ampak vse vemo, vsi skupaj, ki smo nekoč ali pa smo še danes v športnem duhu, v nekem tekmovalnem duhu, da nas žene ta strast do zmage, ampak dobro, včasih je tudi užitek več. Takoj zatem so se tekmovanja začela. Za čim več skupnih točk so se tekmovalci preizkusili v atletiki, in sicer v štafetnem teku, skoku v daljavo in metanju žvižgača. Potem v tenisu, odbojki na mivki, kegljanju s kroglo na vrvici, balinanju in nogometu. Potekalo je tudi kolesarjenje in pohod na žvab. Za zaključek iger pa so potekale še zabavne štafetne igre in vlečenje vrvi. Prepotegni! Konec igre! Konec! Potegni! Konec igre! Potegni! Hvala! Za nič, Ormož. Potegni! Hvala! 1-0 Vega Nadla. Potegni! Hvala! Potegni! Hvala! 1-0. Potegni! Hvala! Dobro, Denis, za Miklavž pri Ormožu. Kot najmočnejša se je v vlečenju vrvi izkazala ekipa krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, druga je bila ekipa Ormož in tretja ekipa Velika nedelja. Sicer pa je v seštevku točk iz vseh športnih panog bila najboljša ekipa krajevne skupnosti Ormož, ki je osvojila prehodni pokal občine do naslednje športne olimpijade prihodnje leto. V nadaljevanju pa še k sosedom. V občino Središče ob Dravi, kjer je po letu premora prvi vikend v juniju potekala licencirana mednarodna dirka starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT. Dirka združuje hitrost, zgodovino motociklizma in odličen spremljevalni program.
Zahtevna proga čez naselje Središče ob Dravi meri 1265 metrov in nudi veliko atraktivnega doživetja za gledalce ter dirkače. Na dirki je s svojimi starodobniki nastopilo 65 tekmovalcev iz Slovenije in Hrvaške. 8. mednarodna dirka starodobnih dirkalnih motociklov je potekala v organizaciji Avtomotokluba Središče ob Dravi in tamkajšnje občine in ob izčrpni pomoči večine društev v občini. Prireditev traja 2 dni. Prvi dan potekajo prosti treningi, drugi dan pa kvalifikacijski trening ter dirke, ki odločajo o zmagovalcih. Tako kot vsakič dirka v Središče ob Dravi privabi številne ljubitelje tovrstnih dirk od vsepovsod. Uradni del je potekal pred začetkom dirke s pričetkom ob 14. uri v nedeljo. Po slovenski himni, ki je zadonela po trgu talcev, so zbrani z minuto molka počastili spomin na preminulega Romana Maška, ki je na minulih dirkah bil tudi eden izmed tekmovalcev. Njegov motor pa so v znak spomina postavili na oder. Potem je vse zbrane pozdravil župan občine Središče ob Dravi Toni Jelovica. Se za sodelovanje zahvalil tako tekmovalcem kot številnim obiskovalcem ter organizatorjem. Zbrane je pozdravila tudi predsednica Avtomotokluba Središče ob Dravi, Zala Jakl, ki se je prav tako zahvalila za sodelovanje, tekmovalcem pa zaželela uspešno dirko. Dirka Slovenija Classic TT je od leta 2015 uvrščena v državni koledar dirk pri AMZS. Udeležba na dirki je mednarodna, tekmovalci pa so licencirani dirkači, ki prihajajo iz raznih motociklističnih klubov in prvenstev. Prva skupina je pripravljena in nekaj trenutkov nas še loči, tule je rdeča zastava na startu, ko se umakne, bo seveda start dirke določil startni semafor. Tako, gremo. Takole, čakamo. Prvi oglevalni krog, gremo in dalje, potem pa... Dirka šteje za pokal Središča ob Dravi in pokal dirke za odprto prvenstvo Hrvaške. Letošnja novost na dirki je bila možnost potek vožnje po 1265 metrov dolgi trasi spremljati na velikem ekranu, kar je dejansko dajalo možnost dirko spremljati v celoti. Povprečna hitrost na dirki je bila 95,31 km/h. Glede na kubikažo motorjev so tekmovalci bili razdeljeni v 12 kategorij. Da se je 1265 metrov dolgo traso dalo prevoziti v 45 sekundah in 44 stotinkah, pa je v eni izmed voženj v 2 dneh dokazal Josip Čurti s svojim Suzukijem GSX-R 1100. Sicer pa je v celem vikendu le v 47 sekundah in 80 stotinkah prevozil traso tudi Mario Peklič z Yamaho RD 250. V 54 sekundah in 65 stotinkah pa s MZ-jem 250 Andrija Rončević. To bo znano po dirki, ali je bilo kaj narobe z njegovim motociklom, sedaj še vedno vozi, ampak z velikim zaostankom, tule pa štartno številko 34 prihaja najverjetnejši zmagovalec današnje dirke v zadnji krog, Mario Peklič. Tule ga spremljamo na zaslonu, le še nekaj ovinkov ostane do konca, v svojem zadnjem krogu je in tole bo cilj današnje dirke v razredih
K5, K6 in K7. Peklič, Gross in pa Žabjačan na tretjem mestu. Lahko z bučnim aplavzom tule v cilju tudi pozdravite zmagovalca Marijo Peklič, se pelje proti cilju. Čakamo ga tule skozi drevored, fantastična hitrost, tule prihaja še zadnje zaviranje pred vstopom v ciljno ravnino, odlična linija, tekoče je odpeljal tole in Marijo Peklič je zmagovalec. Konec dirke, Peklič, Gross in Žabjačan je vrstni red najhitrejših treh. Pregovor v tretje gre rado resnično drži. Slednje so potrdili nogometaši Ormoža, katerim se je v tretjem poskusu le uspelo uvrstiti v tretjo slovensko nogometno ligo. Mesto Ormož ima po letu 2015 znova nogometnega tretjeligaša. 13. junij 2026 bo datum, ki bo večno zapisan v zgodovino kluba. Zgodovina nogometnega kluba iz malega mesta ob Dravi se je pričela pisati leta 1995, ko je bil klub ustanovljen. Nogometašem Ormoža je v tretjem poskusu le uspelo. V dveh tekmah so s skupnim rezultatom 2:1 bili boljši od prvaka medobčinske nogometne zveze Maribor, nogometnega kluba Marles Limbuš-Pekre. V preteklosti so Ormožani dvakrat klonili prav proti prvakom iz medobčinske nogometne zveze Maribor. Uspešnejši so bili nogometaši iz Starš in Rač. Spomnimo se, da so prvo tekmo za 1:0 po prelepem golu Jaka Žerjava dobili varovanci Sašota Kupčiča. Na povratni tekmi v Ormožu je 600 gledalcev oba zadetka videlo v prvem polčasu. Predtem sta obe ekipi imeli dve izjemni priložnosti, kateri sta zamudila pri domačih Klemen Jakl in pri gostih Maj Penič, kateremu je vodilni zadetek za nogometni klub Marles preprečila vratnica. Povedli so gostitelji v 43. minuti, po natančnem predložku Filipa Janežiča iz leve strani in lepem skoku ter zadetkom za glavo Jakla. V športnem parku Mestna Graba je ob vodstvu domačih eksplodiralo. A hitro so gostje utišali in umirili ormoški stadion. V sodnikovem podaljšku prvega polčasa je namreč sledilo izenačenje. Gostje so odigrali lepo akcijo, katero je z atraktivnim golom zaključil Tomi Babšek. Trenutek, kjer se je zdelo, da so nogometaši iz Limbuš-Peker tekmo obrnili na glavo in da bo Ormožanom v drugem polčasu trda predla. A na koncu je ostalo pri izidu iz prvega polčasa 1:1, čeprav sta obe ekipi imeli priložnost za zadetek. Za zadetek, s katerim bi Ormožani potrdili uvrstitev v tretjo ligo, nogometaše Marlesa bi zadetek popeljal v podaljške in v neznano usodo. V drugem polčasu se je precej poznala utrujenost nogometašev obeh ekip. Dvotedensko igranje v ritmu sreda-sobota je terjalo svoj davek in spremljali smo precej nervozno tekmo tudi s kakšnim nešportnim vložkom. Veselje domačih ob zadnjem sodniškem pisku je bilo veliko. Veliko breme iz hrbta je končno padlo vsem igralcem Ormoža, strokovnemu štabu, delavcem v klubu in navijačem Plavim bivolom, ki so tudi tokrat ustvarili lepo navijaško kuliso. Po tekmi smo pred kamero in mikrofon povabili številne goste. Domača nogometaša Luka Kiriča in Dejana Kocipra, gostujočega nogometaša Izidorja Jelenca, predsednika nogometnega kluba Ormož Mitja Luknerja in župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka. Prisluhnimo pogovorom. Luka, čakaš eno leto, drugo leto, tretje leto, ni enostavno. Mogoče si vsi mislijo, ki izgledajo od zgore, da je to enostavno, ampak eno leto gre skozi, drugo leto skozi, tretje leto, verjetno danes se zvrtel celi film skozi ta 3 leta, da ste prišli končno do te tretje lige. Odkaj sem prišel v Ormož, je bil znani cilj, kaj želimo.
Vse nam je lepo uspevalo, samo do kvalifikacij nikak nismo mogli toga prebroditi, te kvalifikacijske tekme, mogoče tudi malo zaradi nervoznosti, mlade dečke imamo v ekipi, malo pritiska, ogromno ljudi prije gledati na tekmo in mislim, da nas je to mogoče malo zaprlo v določenih situacijah, sicer na koncu pa nam je, hvala Bogu, po 3 letih uspelo. Kvalifikacije so bile res zelo težke, tisti šokanten poraz po podaljški za šampionom, potem današnja tekma moramo pohvaliti tudi nasprotnika iz Maribora oziroma Limbuš Peker, psihično bistveno težja tekma kot fizično. Ja, psihično je bila že prva tekma za obojne, sicer obojni smo imeli še dodatne kvalifikacije, hvala Bogu, da smo zdaj se uvrstili v 3. ligo, samo ja, psihična in taktična zelo, pa tudi vreme malo nagajalo, po dolgem času spet vročina na igrišče, tako da res težki nasprotnik, ampak hvala Bogu smo uspeli, ampak moramo v 3. ligi realizirati te šanse, ki jih tu zapravljamo, ker že prvo tekmo bi lahko odločili na domačem terenu, če bi zabili tisto, kaj smo imeli. Tako da mislim, da zasluženo smo se uvrstili v 3. ligo. Po vseh teh napornih tednih tekmah si verjetno želiš samo eno, to je? Počitek, definitivno počitek. Svetovno prvenstvo se je prej začelo, kako smo mi prišli v 3. ligo, tako da zdaj kome čakamo, da imamo 14 dni, 3 tedne fraj, da poti lahko naberemo moči, da res se pripravimo za 3. ligo. Hvala lepa in pa čestitke. Hvala tebi. Dejan Kociper, ko pogledaš tam plakate, prvaki Superlige Ptuj 2024-2025, prvaki Superlige 2023-2024, prvaki Superlige 2025-2026, ampak naskoka ligo više pa nikakor ni bilo do današnjega dne. Ja, 3 leta smo bili prvaki lige, prvo leto sicer malo pod presenečenje spodnje lige, ampak sedaj pa zadnji 2 leti kar suvereno. In vedno se je zalomilo v teh kvalifikacijah, ki smo, hvala Bogu, letos dobili še drugo priložnost, ki pa smo jo te končno izkoristili. Sam kot športnik vem, da ni enostavno 1 leto, 2 leti, 3 leti, gradiš nekaj, delaš nekaj, ampak želim, da bi opisal to mogoče navijačem, da ni to enostavno, ko 1 leto pogrneš, pa 2 leto pogrneš, pa še 3 leto staješ in si na meji, da se to marsikaj dogaja, predvsem v glavo. Ja, težko je, predvsem, ko vidiš, da lahko, pa se ti vedno zalome. Spet smo imeli, kot so lahko danes videli, preveč priložnosti, nismo zabili, to se nam je dogajalo tudi prvo tekmo tam in to je potem težko preklopiti v glavi, da potem končno se sprostiš pa zabiješ, ker vseeno imaš neko varovalko, sploh po tekih neuspelih poskusih, ampak tudi danes ni bila dobra igra, moram priznati, ampak hvala Bogu, končno nam je uspelo. Pa kar veseli, polna mestna groba, to pa je tisto, za kar igraš, kar si želiš oziroma za kar živiš. Tako, to je tisto, za kar treniramo, za kar se celo leto borimo in celo leto so nas spremljali tudi na gostovanjih, za kar se jim iskreno zahvaljujem, tako da upam, da bo sedaj v 3. ligi vsako tekmo domači teren tak poln. Hvala lepa. Hvala. Izidor, težka tekma, tako prva tista, kot druga, bolj se mi zdi psihično kot fizično. Ja, absolutno, dolga sezona je že za nami in prva tekma je bila psihično res zelo naporna in po samo eni napaki smo prejeli tisti gol, ki se mi zdi, da je danes terjal ta dolg. Danes smo bili zelo enakopravni, bom rekel. Prvi polčas je bil zelo dober, pogoji so bili težki, vroča temperatura in dobra tekma za gledalce. Zdi se mi, da ste danes odigrali bistveno boljšo tekmo kot prvo tekmo na domačem terenu. Res je, z glavo smo bili dosti bolj pri stvari, stali smo dosti bolj taktično in se držali vseh navodil trenerja. Prva tekma smo bili pa rahlo razglašeni in enostavno ni bilo v tistih prvih 15 minutah naboja in to nas je stalo prve tekme. O nasprotniku, kaj lahko rečete? Zelo dober nasprotnik, iskreno čestitamo za uvrstitev v 3. ligo, sedaj mislim, da že tretjič ta poskus in 4 leta zapored prvaki, tako da izjemno privoščimo in za celotno sezono tudi čestitamo. Upamo pa, da se tudi odrežejo dobro v 3. ligi. Hvala lepa in pa še enkrat čestitke na prikazanih 2 predstavah proti Ormožu in pa srečo naprej. Hvala tudi vam. Zgodba NK Ormož je takšna, da enostavno kot športniki niste nikoli obupali, čeprav je bila tista prva sezona težka, druga sezona težka, tudi ta, končno lahko rečemo, druga med žoga, ampak to, kar je najbolj pomembno, nikoli obupati. Ni samo pomembno preko športa, ampak tudi v življenju.
Tako je, drži. Sicer ni to, bom rekel, 3-letno sad, ampak je 4-letni sad. Začeli smo, tako kot zgoraj kažejo naši transparenti, z prvakim lige, prve MNZ lige leta 2022-2023. Na to so sledila 3 poskusi oziroma 3 leta prvaki Super lige Ptuj, 3-krat naskok v 3. ligo in zdaj, tako kot piše, v 3. gre rado 3. liga Ormož. Ormož si zasluži 3. ligo in verjamem, da bomo tudi stabilen 3. ligaš v naslednji sezoni. Ne smemo pozabiti, da zdaj so obveznosti, kvaliteta nogometašev, vsega drugega popolnoma drugačne. Namreč gre za tekmovanje, ki je pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Tako je. Torej, res je to rang višjega tekmovanja, kot smo ga bili vajeni do sedaj, ampak menim, da nam bo uspelo. Še vedno bi radi gradili našo ekipo z našimi domačimi igralci. To mora biti vedno okostje ekipe in to si bomo tudi v bodoče prizadevali. Seveda pa ne pravimo, da ne bomo dobili kakšnih, bom rekel, ukrepitev za drugo sezono, saj bi res radi igrali vsaj v zgornji polovici 3. lige. No? Debatirala smo že malo na tekmi v Celju, ko sem sam rekel, da enostavno 3. liga zahteva malo bolj čvrstine. Mogoče se nisi takrat strinjal z mano, danes se strinjaš? Kaka tekma, strinjam se že dolgo časa s tem, ker ko smo 3-krat naskakovali, bom rekel, 3. ligo, smo 2-krat imeli Mariborčane in sedaj seveda nismo mogli mimo Celčanov spet Mariborčane, tako da 3-krat Mariborčane in 3. gre rado. Res je Mariborska liga že Super liga oziroma MNZ liga črstvejša od naše, bolj močna in to se tudi vidi v igranju in verjamem, da bomo tudi to osvojili in tudi to prerasli. Hvala lepa in še enkrat čestitke. Hvala lepa. Kljub temu, da me več ni v tem okolju, pa še vedno rad pospremim vse športne dogodke v občini Ormož, ki morajo biti ponos Ormožu in pa vam kot županu. Uroš, kot prvo, koliko si ti napravil za naš šport, smo vedno ponosni na tebe. Kljub temu, da si mogoče kraj druge, ampak srce naše občine Ormož je vedno pri tebi, tako da te vedno spoštujemo za vse, kar se za nas napravi in verjamemo, da še bo za nas dosti zadev tudi napravi. Drugače pa ja, izjemno smo veseli, da se na športu toliko dogaja, izjemno smo veseli tudi, da nogomet pri nas napreduje, izjemno smo veseli, da bo naša ekipa nastopila v 3. ligi. Konec koncev vemo, da je tudi skočna deska vseh mladih, ambicioznih ljudi, ki nekako razmišljajo, v kateri šport bodo se podali, nekako gledajo ambicije, vso dogajanje okrog kluba in to je velika zadeva, kar se je danes zgodilo. V 3. ligi smo, nogomet bomo igrali v 3. ligi, poleg vseh ostalih športnih panog, verjamem, da se v športu dogaja odlične zgodbe v naši občini. Jaz še vedno rečem, da je Ormož idealno mesto za športni turizem, še z določenimi dodatki glede infrastrukture. Mislim, da smo lahko eden paradnih konjev v sami državi, ne samo v naši občini. Ja, res je, nekaj malenkosti, sicer malenkosti, če gledamo kot z zapisi, bi rekel, kaj nam manjka, ampak mogoče malo več finančno, ampak res je, da smo si zadali tudi na športnem področju kar nekaj izzivov. To se pravi tudi na področju nogometa, jaz verjamem, da bomo to v naslednjih letih napravili, tako da bomo še boljše pogoje uresničili. Kar pa je najbolj pomembno, je vedno šteje, se pravi, ta ligaška tekmovanja, tako da te preskoke delamo. Hvala Bogu tudi tako kot z ostalimi klubi, tako tudi z nogometnimi klubi nekako to uresničujemo in to zgodbo udejanjamo, tako da občina Ormož bo sledila z samimi investicijami, z samimi podporami, tako da jaz verjamem, da bo nam naprej tudi uspevalo. Ja, res je, moramo biti ponosni in občina Ormož oziroma kot lokalna skupnost, katerakoli je, mora zadevo podpirati, napredujejo zadeve, imamo odlične posameznike, imamo odlične klube, imamo odlične društva, ki se trudijo, da uspevamo. To moramo na to res biti ponosni. Zdaj župan, eden ali drugi, seveda mora imeti posluh, ampak jaz verjamem, da nam bo do te zadeve naprej uspevale, verjamem, da bomo naprej uspevali na različnih področjih. Šport je tisto, kar združuje ljudi, tvori novo prijateljstvo, jaz verjamem, da bomo na tej panogi športa napredovali in da bo Ormož odlično ime, kar se tiče športa tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala vam. Zastor nad zelo dolgo in naporno sezono 2025-2026 je padel. Sledi kratek odmor in že kaj kmalu pričetek priprav na novo sezono, 3. ligaško. Ta se ponavadi prične v sredini meseca avgusta. Toliko za danes.
Tudi prihodnja oddaja prinaša še nekaj utrinkov z dogodkov v okviru občinskega praznika, a tudi z ostalih aktualnih dogodkov, tako da vas v našo družbo spet vabimo čez teden dni. Hvala za pozornost in nasvidenje.